Zmajčice kot v najboljših časih s pravlično sedmico so odpravile Primorje, Toslo Nutri Cosmetics, medtem pa je Ana Milović postala kraljica slovenskih strelk. V domačem prvenstvu so trenutno vse oči uprte v bitko za tretje in četrto mesto. Ko se je že zdelo, da imata ti dve poziciji zagotovljeni Radomlje, Medex in Primorje, se je priključila še Olimpija. Potem, ko so uspešno kvalifikacije za evropsko prvenstvo zaključile igralke U19 in se prebile v ligo višje, so se kadetinje v teh dneh za isti cilj borile na domačem turnirju. Začeli bomo s prvenstvenim obračunom Radomlje, Medex in pa ŽN Maribor. Prvič po zimskem premoru so se Radomlje predstavile domačim navijačem. Pred tekmo se je rumenosrčna družina poslovila od dveh nogometašic, ki sta dolga leta nosili njihov dres. Živa Galjot in pa Lara Volavšek sta se odločili, da skleneta nogometno pot. Mariborčanke so bile takoj pod pritiskom. Če v vratih ne bi imele Eve Vamberger, ki je pred 10 leti zbrala 9 nastopov v slovenski članski reprezentanci, bi že takoj po uvodnih minutah pobirale žogo iz svoje mreže, a so rumenosrčne razbranile nasprotno vratarko. Podaja proti konici napada Badio, Ula Omerzu, še vedno Ula Omerzu, strel proti vratom in izvrstna obramba Eve Vamberger. Krasna dvojna podaja in zdaj to je lepa priložnost, vratnica se trese, potem pa nad prečko. Tudi po 20 minutah močnega pritiska Radomlje niso uspele zatresti mrežo, vendar so se držale svojih načel in vztrajno pritiskale. Prve pol ure se je praktično ves čas igralo le na polovici Mariborčank, na kar je po prodoru na levi strani Badio in podaji v sredino zadela Ula Osolnik. Ter tudi dvoboj med Krimom in Aluminijem, no zdaj pa vendarle imamo prvi zadetek na današnjem obračunu. Krasna akcija znova domačih, Zoja Šrot v novi akciji, že v kazanskem prostoru, povratna žoga, Badio streli in 2-0. Krasna žoga za Badio, to je lahko tretji gol in tudi je. Drugi gol za Kadižo Badio v 39. minuti. Omerzu s povratno žogo kapetanki Gerjol. Mijatović se izvlekla na desno stran, visoka žoga v kazanski prostor. Badio še enkrat in zadetek. 42. minuta in hat-trick za Kadižo Badio. Podaja v globino Ula Omerzu, Omerzu in zadetek. 44. minuta. 5-0 za domačo ekipo Ula Omerzu. V 74. minuti se je po predložku z leve strani žoga zadnje dotaknila Enje Gorgijev Skutnik. Radomlje so povedle 6-0. Enega redkih strelov na gol Ive Kocjan smo videli v 76. minuti. Z desne strani je na drugo vratnico ciljala Laura Kure, vendar Kocjanovi ni bilo treba posredovati. V 78. minuti pa še zadnji zadetek na srečanju. Zoja Šrot znova, strel proti vratom in gol. Zadetek za ekipo Radomelj, Zoja Šrot za pravličnih 7-0. Zmaga rumenih bi lahko bila še bolj izdatna. Zoja Šrot je imela na nogi z roba kazanskega prostora žogo za 8-0, vendar je slabo udarila. In s tem je torej tudi konec današnjega obračuna. Vanja Janković je odpiskala konec tekme 18. kola ženske nogometne lige Triglav. Radomlje Maribor na koncu 7-0. Ja, jaz moram reči, da smo že v samem štartu kar dobro začeli to tekmo. Smo dominirali, moram pa pohvaliti izjemno igro Maribora, predvsem njihove vratarke, ki je 4-krat posredovala imenitno. In potem po tistem smo sicer zadeli in je bilo nekako vse skupaj lažje. Enostavno moram biti zadovoljen s prikazanim. Igrali smo tako, kot smo se dogovorili. In punce morajo samo verjeti v to, da lahko to igro še nagradimo.
Ja, s punco smo vesele, da smo zmagali, v tekmo smo šle na 100%, dali smo res svoj maksimum. Na začetku je bilo pa se malo zatikalo, ampak potem smo osvojili nekaj, smo se začutili in smo igrali in zanesljivo pa šli do konca. In mislim, da smo lahko zadovoljni. Tekmo 18. kroga bosta pred našimi kamerami odigrali ekipi iz Ljubljane in Ajdovščine. Torej, Ajdovke, Primorje ima 6 točk več od Olimpije. Zdaj predložek, strel z glavo in žoga je v mreži. Špela Rozmarič je z glavo povedla Olimpijo v vodstvo v 7. minuti. Lepa akcija je bila to s predložkom domačih nogometašic. Se je obrastovala, lepa natančna podaja Laure Šenk z desne strani. Lepo je našla svojo kapetanko in Olimpija je povedla proti Primorju z 1-0. Sodnica, njeni pomočnici pa Helena Buh in Tara Kolenc. In še drugič se trese mreža Primorja. Torej, ob izteku 9. minute povišanje vodstva Olimpije na 2-0. Proslavljanje tegale gola, samostojna akcija. Maša Osojnik je pobegnila obrambi Primorja in potem z natančnim strelom premagala Majo Zajc. Takole z levico natančna Maša Osojnik za povišanje vodstva Olimpije na 2-0, njen že 20. gol v tem tudi ni. Zdaj pa nova priložnost Olimpije in žoga je v mreži, 3-0 za Zmajčice, torej nov gol. Ja, kar malce presenetljiv razplet na začetku tegale obračuna. Takole je torej Monika Globočnik ušla obrambi Ajdovk, tamle napaka ene od branilk gosti. Tamle gol, žoga je zletela proti golu, neuspešna je bila Maja Zajc v golu Primorja in še 4. gol v 27. minuti Olimpije. Presenečenje zdajle za vratarko Majo Zajc, veselijo se. Prosti strel za Primorje, tudi tukaj nevaren strel. Ja, zdajle prečka se je stresla oziroma rešuje vratarko Olimpije, Ajšo Kalač. Tole je bila najlepša priložnost Primorja danes na tekmi. Po prostem strelu je žoga zadela prečko. Še vedno vroče v kazenskem prostoru Olimpije, potem pa tamle rešujejo Zmajčice na črti. Brez gola Primorja, le kot bo tole. Podaja na drugo vratnico, prav proti Špeli in 5-0. Žoga ponovno v mreži Primorja in ponovno se že 5. danes veselijo Zmajčice. Neverjetna v počasnem posnetku. Žoga je letela proti Špeli Rozmarič. Ja, tamle pa mislim, da številko 8, tista, ki je žogo spravila v mrežo, Zoja Kartuš. Še enkrat bomo tukaj le bolje videli. Ja, Zoja Kartuš samo še navzdol. Olimpija pa nadaljuje in zdaj še ena priložnost Špele Rozmarič. Ja, tole so tele uigrane akcije, pa ponovno je bila. Ja, znova pozdravljeni v naši družbi. Spremljamo že drugi polčas tekme med Olimpijo in pa Primorjem. Tekmo 18. kroga zdajle in gol, prav prva priložnost v tem drugem polčasu. Še pravi trenutek smo se torej vključili sliko. Neuspešna je bila na golovi črti ena od branilk. Eden od tistih najbolj zanimivih delov tega
zaključka rednega dela prve ženske lige. Maša Osojnik prodira po desni strani, priložnost in 7-0. No, do svojega gola danes je prišla tudi Varja Špiler, premagana Maja Zajc, takole. Lepa akcija, Maša Osojnik, do žoge je prišla Varja Špiler, ki potem ni bilo težko zadeti mreže. In zdajle mislim, da so nogometašice Primorja dotolčene. Na drugi strani pa se varovanke Andija Mamiča mučijo. No, zdajle smo le končno dočakali strel proti golu. Malo smo jih videli danes. Tokrat sicer tiste zadnje podaje ni bilo. Tudi zdaj le za trenutek, vendar borbena Maša Osojnik si je priigrala novo priložnost, tokrat pa le obramba Maje Zajc. Več so jih dekleta iz prestolnice vpisovala v prejšnjih sezonah, no, zdajle pa tudi zadnji sodnikov žvižg. Jaz mislim, da smo s puncami končno po dolgem času dokazali in pokazali vsem, kako mi znamo igrati. Vse je šlo, tako kot smo se zmenili, stiskali smo, zadele iz naših priložnosti, kar je kar redko pri nas, tako da upam, da bo zdaj samo še tako naprej in da nadaljujemo ta tem. Mislim, da danes je bilo nek pokazatelj, da punce, ko so prave, da lahko igrajo tako, kot pač si zaslužijo, pa da pač danes so se res vse te tehnične elemente, od globine do nekih stvari, ki smo jih na treningu izvajali, so se pač bom rekel, na žalost ekipe, ki je prišla na ta nivo, smo mi dali vse te gole, ker je bilo v bistvu potrebno. No. Mislim pa, da treba zdaj to potrditi z naslednjo tekmo. No. Ja, danes nismo bili ta pravi, manjkala nam je neka agresivnost, borba, želja v igri, ne vem, mogoče to, kaj tekma čez teden, ampak pač mogli bi dati več, za kar treniramo in ja, nismo jih pokazali najboljše predstave, upam, da bo naslednjič kaj bolj. Verjetno tako kot vsi, da se najlažje komentirati tako tekmo, pač popolna dominacija Olimpije, nadigrali so nas res v vseh elementih, če uporabim ta stereotip, ki mi gre drugačne živce. Tako da smo lahko tiho, lahko gremo domov z polno miro neke samokritike in zdaj je na nas, da to samokritiko naučimo, da jo odreagiramo športno in nadaljujemo pač naše delo, ker tle mi se ne bomo ustavljali z našimi principi. Ekipa, se pravi, je mlada, je neizkušena in je ta tekma po mojem tudi pokazatelj, kje smo realno in je fajn za vse, da vemo, ne. Preden si pogledamo, kako se je odvil derbi Primorja Toslino Tricosmetics in pa Radomel Medex, bomo obiskali Krško in Brežice, kjer se je v teh dneh odvijal turnir kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu. Igralke pod vodstvom selektorice Anje Milenkovič so se najprej soočile z nasprotnicami s Ferskih otokov. Takoj so imele naše pobudo, ko je tekla 3. minuta, je nasprotna vratarka posredovala, na kar se je žoga odbila v prečko, a odskočila nekoliko previsoko, da bi jo lahko Gjergek pospravila v mrežo. Precej aktivna je bila tudi kanadska Slovenka Lauren Lebar, njen strel v 5. minuti pa ni bil usmerjen v okvir vrat. Natančneje je nekaj minut kasneje ciljala Selan, a je imela vratarka Hansen lahko delo. Nasprotnice do tistega trenutka niso bile nevarne, gol pa so dosegle po napaki obrambe in izkoristile svojo prvo polpriložnost. Zadetek je bil precejšnji udarec za Slovenijo. Otočanke so izkoristile moment in povišale prednost, ko je tekla 25. minuta. Obrambi je zbežala Benjaminsen in natančno namerila diagonalni strel. Žoga se je od vratnice odbila v gol.
Slovenija bi lahko na odmor odšla z minimalnim zaostankom. Prosti strel z leve strani z roba kazenskega prostora je vratarka Ferskih otokov izbila, žoga pa se je spet od okvirja odbila v polje. Drugi polčas so bolje odprle slovenske nasprotnice, ni veliko manjkalo, da bi videli tretjo žogo v mreži Slovenije, na kar so naše kadetinje odgovorile z akcijo skota. Strel je šel čez prečko. Igralke s Ferskih otokov so bile še dvakrat uspešne. Sigurdsson je zadela v 66. minuti, svoj drugi gol na srečanju pa je 15 minut pred zaključnim žvižgom vknjižila Benjaminsen in postavila končni rezultat. Poraz z 0-4 je bil previsok, glede na to, kar so naše kadetinje prikazale na igrišču. Dva dni kasneje je bila na sporedu tekma z Azerbajdžanom. Prepričane, da se odkupijo za uvodno ničlo, so igralke Slovenije, ki so tokrat nastopale v modri barvi, krenile v napad. Po dobrih 20 minutah igre je Gaja Pintar, napadalka Gažona, poskrbela za prednost. Primorska predstavnica je bila strelka tudi drugega zadetka. Spretna je bila z obratom v kazenskem prostoru v 6. minuti drugega polčasa. Slovenke so imele premoč, Azerbajdžanke so še eno žogo pustile v svojo mrežo. Zadela je Nika Pirc, ki je v igro vstopila v 73. minuti. Kako se je odvijala zadnja tekma proti Belgiji, pa si bomo pogledali v prihodnji oddaji. Na prvenstveni sceni je bilo največ zanimanja za obračun Primorja Tosleno Trikosmetics in pa Radomel Medex. S porazom proti Olimpiji so si Ajdovke precej otežile uvrstitev med prve 4, do konca imajo kar zahteven razpored. Proti rumenosrčnim črno-rdeče nimajo dobrih izkušenj, še nikoli jih niso v prvenstvu premagale. Tehtnica se je hitro nagnila na stran gosti. Ula Osolnik je v 8. minuti premagala svojo nekdanjo soigralko vratarko Majo Zajc, ki je po zimi prestopila v mesto Burje. Po prvem polčasu so imele rumenosrčne dvojno prednost. V kazenskem prostoru se je hitro obrnila Omerzu, čeprav desna noga ni njena najmočnejša, je poskrbela za novo veselje Radomljank. Primorke so v drugem polčasu po 11-metrovki Daše Dolenšek znižale, vendar so 3 točke odpotovale v osrčje Slovenije. Zmago je potrdila Sara Medič z natančnim strelom z roba kazenskega prostora. Ja, v bistvu tekma je bila težka, s punca smo se res trudile, ful je bilo napeta tekma, ful je bilo nekih duelov, ful smo se mogli res, mogoče nam je tudi to malo obrnila pozornost na druge stvari in smo malo manj delali to, kar smo trenirali. Ja, moram reči, da je v bistvu v prvem delu potekala tekma tako, kot smo si zaželeli, potem pa smo nekako prišli pod njihov vpliv oziroma so nam nasprotnik nam je vsilil njihovo igro. Moram reči, da so zelo dobro odigrali, tako da bi jih v tem primeru pohvalil in zaželel srečno naprej. Kar zadeva pa nas, pa smo odigrali danes pod pričakovanji. Žoga ni tekla tako, kot smo se dogovorili. Bili smo počasni na žogi in avtomatsko smo potem prihajali v duele. Ko prihajaš pa v duele, pa enostavno je dosti prekinjanje igre in pol ne moreš razviti svojih principov. Lepo pozdravljeni, drage dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Pred nami je za uvod v tole nedeljo na sporedu
obračun v slovenski ženski nogometni ligi, pred nami pa srečanje 19. kroga med ekipama ŽNK Cerklje in danes gostujočo ekipo ženskega nogometnega kluba Gažon. Uvodnih 5 minut skoraj da ne že za nami, zaenkrat bolj kot ne začetno otipavanje na obeh straneh. No, tole med tem lepa podaja v kazenski prostor, priložnost za Cerklje, podaja pred vrata, vratnica in zadetek. 1-0, domača ekipa Cerklje do vodstva z 1-0 in dober uvod za domačo ekipo. Napad Gažona, spet po desni, padec v kazenskem prostoru in 11 metrovka. No, če prej ni bilo 11 metrovke, pa je sedaj vendarle glavni sodnik pokazal na belo piko. Mateja Blaževska, suvereno, 1-1. Na začetku 38. minute, torej Gažon preko svoje prve strelke prihaja do izenačenja na 1-1. Ampak odlična obramba Žane Galjot. Tole je priložnost in na golovi črti, potem pa gol 2-1. Pritisk domače ekipe se je obrestoval in še po drugi gol na tele tekmi se je podpisala Elizabeta Habe. Cerklje torej na pragu tega, da prekinejo serijo 4 zaporednih porazov. In tule je konec, samo 1 minuta sodniškega podaljška, zmaga torej za Cerklje z 2-1. V drugem polčasu je zmago domači ekipi z golom v 80. minuti priigrala Elizabeta Habe. Dve proti 1 je bilo na tekmi Cerkelj in Gažona Leloga. Ljubljana je natresla 26 zadetkov žalcu Trbovljam. Krim Hubad je pripravil presenečenje. Na derbiju prestolnice je premagal Olimpijo, prvič po letu 2018. Radomlje Medek se iz Ajdovščine vračajo s 3 točkami, Mura je premagala ŽN Maribor z 11-1 na tekmi, kjer je Ana Milović postala najboljša strelka državnih prvenstev. Po 131 obračunih ima že 340 zadetkov. Mura ima 6 točk prednosti pred Ljubljano, Radomlje za pokalnimi prvakinjami zaostajajo 2 točki, vnel se je ogorčen boj za 4. mesto. Olimpija se je povsem približala Primorju, Toslinu Trikosmetics, ki ima res da tekmo manj, a precej zahteven razpored do konca. Krim je 6. s 30 točkami. Gažon Lelog in Maribor najdemo pri 13 točkah, Cerklje in Kirurgija Aesthetical Alumini jih imata 12, Žalec Trbovlje nič. V naslednjem krogu vse tekme se igrajo v nedeljo, Primorje Toslano Trikosmetics nastopa proti Muri Noni. Na Bonifiko Gažonu potuje ŽN Maribor, Krim Hubad bo poskusil pripraviti še eno presenečenje, tokrat proti Radomljankam. Olimpija igra doma s Kirurgijo Aesthetical Alumini, Ljubljana se bo srečala s Cerkljami.